Danes je vsaki peti prebivalec Slovenije starejši od 65 let. Čez 35 let bo to že skoraj vsak tretji. Vse manj zaposlenih bo plačevalo prispevke za vse več upokojencev. Pokojninska blagajna bo pod vse večjim pritiskom. A to ni edini razlog, zakaj je pokojninska reforma nujna. Pokojninska reforma je bila nekako zaveza prejšnje Janševe vlade, ki je bila dana v načrt za okrevanje in pa odpornost. In seveda zaveza, ki je bila dana evropskim institucijam. Drugi razlog je ta, da se staramo, živimo vedno dlje. Delovna aktivna populacija po sistemu, ki ga imamo, Bismarckovem sistemu, je tista, ki zagotavlja za svojim delom, s plačilom prispevkov, to, da sedanji upokojenci so upokojeni. Projekcije kažejo v tem delu, da bi nekje leta 2040-2050 bilo zelo ogrožena stabilnost pokojninske blagajne in seveda s tem tudi izplačevanje pokojnin. V Sloveniji so pokojnine v večini primerov plačilo iz prvega stebra, ki zagotavlja solidarnost, in govorimo seveda o medgeneracijski solidarnosti. Drugi steber, ki je naložbeni steber, v Sloveniji ni tako razvit. Imamo namreč zelo slabe primere prakse iz Poljske, Hrvaške, Madžarske recimo, kjer je potem država morala vstopiti v ta klasičen zavarovalniški princip, ki temelji na drugem stebru. Seveda je za večino ljudi najpomembnejše vprašanje višina pokojnine. Za sindikalno stran, predvsem Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, je vodilo prepričanje, da morajo biti pokojnine dostojne. Ob tem se pojavlja vprašanje, kaj pomeni dostojnost pokojnin. Sedanji odmerni odstotek je 63,5%. Z pokojninsko reformo se ta odmerni odstotek dviguje na 70%. Res pa je tudi sicer, da se obdobje, ki se vzame za izračun osnove pokojnin, iz sedanjih 24 razteza na 40 minus 5 najslabših, se pravi na 35 let. In ta dvig odmernega odstotka ob hkratnem dvigu obdobja bi naj pomenil, da bi se tisti najslabšim plačanim delavkam in delavcem pokojnine nekoliko zvišale. Izračune smo dobili s strani IER, gre namreč za inštitucijo za ekonomski razvoj in je delana nekje na približno 350-400 tisoč upokojenk, upokojencev plač, kar pomeni seveda, da v povprečju bi se to dvignilo, bodo pa verjetno pri nekom mogoče nekoliko nižje. Odmerni odstotek, to je za ljudi, ki delajo več kot 40 let, se sedaj dviguje, po sedanjem sistemu je 1,3 odstotka za vsako leto dela po 40. letu, po novem bo pa za vsako leto dela 3 odstotke. Kar pomeni, da nekdo, ki dela 41-42 let, bo imel odmerni odstotek bistveno večji, kot je danes, namreč 73-76, ponekod tudi 79 odstotkov povprečja. Z novo pokojninsko reformo se bo spremenil tudi način usklajevanja pokojnin, kar upokojence vznemirja najbolj. Iz sedanjih 40-60% je inflacija in 40% je rasti plač. Se zadeva spreminja, da bomo sedaj imeli 80% inflacije in 20% rasti plač. Po nekaterih izračunih to sicer lahko predstavlja, to je slabše usklajevanje, vendar pa v nekem daljšem časovnem obdobju razlika ni tako velika. Namreč v zadnjih 20-25 letih je razlika mogoče okoli 2 odstotni točki. Je pa res, da sicer plače rastejo hitreje v zadnjem obdobju, kot je pa inflacija, smo imeli pa še ne tako daleč nazaj, inflacija je izredno veliko. In takrat bi se precej bolj splačalo dvigovati po inflaciji. In kaj bo pokojninska reforma prinesla invalidom?
Sistem, za invalide sistem ostaja enak, kot je danes. To je čisto nič se ne spreminja. Še vedno se bo prištevala 1/4 pokojninske dobe, za vsako leto pokojninske dobe, se pravi 25% zraven. Enako se bo tudi odštevalo od starosti, ki je potrebna za samo upokojitev. Tisto, kar jim pa prinaša, pa to dvig na 50% odmerni odstotek, to je več kot 20% dvig pokojnin, tudi že obstoječim upokojencem. Tisto, kar jim najbolj prinaša, to je ta dvig na 50%, in kot letni dodatek, kot zimski dodatek. Res je sicer, da se tudi starost postopno dviguje, vendar pa treba vedeti, da za prvi 2 leti nobenemu. Prehodno obdobje je potem nekje do leta 2035. Tudi usklajevanje pokojnin, recimo ne bo šlo takoj na 20% plač, 80% inflacije, ampak bo 5 let ostalo 50%. Dodaten element pokojninske reforme je varstveni dodatek, za katerega se lahko zaprosi brez dolgotrajnih uradnih postopkov. Po novem bo to naredil državni organ po uradni dolžnosti. Ne bo več potrebno dajati izjave o tem, da te otroci ne želijo preživljati ali pa da niso sposobni. Hkrati pa tudi ne bo več potrebno podaljševati papirologije ali pa prošnje za ta varstveni dodatek, kajti to bo naredil državni organ po uradni dolžnosti. Da mi imamo danes več tisoč upokojenk, upokojencev, ki prejemajo varstveni dodatek, in še več 10 tisoč takšnih, ki iz tega ali drugega razloga, predvsem pa z nekega osebnega sramu mogoče, niso želeli za njega tudi zaprositi. Letni dodatek, ki je sedaj pravica upokojencev, ki je bila vsakokrat odvisna od volje vsakokratne vlade in je njena višina bila določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kar pomeni to, da se je višina te pravice prilagajala k stanju v proračunu. Ta pravica sedaj prihaja v Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To pomeni, da to postane sistemska pravica. In katerakoli vlada bo dolžna to tudi spoštovati, ta letni dodatek, ki se usklajuje z inflacijo in pa pripada vsem, seveda odvisno od višine pokojnine. Dodatno je nova pravica, to je tako imenovan zimski dodatek. Vkolikor bo reforma sprejeta, bodo že decembra vsako leto, to je lahko upokojenci dobili ta zimski dodatek, katere štartna višina je sicer 150, za vse je enako, in štartna višina je 150 evrov in potem skozi neko prehodno obdobje, to narašča do 250 evrov na letni ravni in se potem tudi seveda usklajuje. Reforma vsekakor prinaša nekatere pozitivne premike, kot so spodbude za daljše delo in zaščita najranljivejših skupin. Ali bodo te spremembe dovolj za resnično dostojno starost naslednjih generacij? Odgovor bo pokazal čas.